Vrhunska alpinista, prvi zakonski par, ki je stopil na vrh sveta. Gledate oddajo Reflektor in danes sta z mano Marija in Andrej Štremfelj. Marija in Andrej, pozdravljena. Preden pa pozabim, naročite se še na naš kanal, všečkajte, da ostanemo povezani in da se tako gledamo še naprej. Res lepo pozdravljena, sem vesel, da sta prišla v današnjo oddajo. Pa mogoče že kar prvo vprašanje, vama je kaj žal, da ne morata biti danes v gorah, ko je tako lep sončen dan zunaj? Pozdravljen. Sva že bila? Sta že bila? Prihajava iz osrčja tega predalpskega sveta, iz Davče, ki je obkrožena s Poreznami in z drugimi hribi. Tako da običajno tako začne ta dan? Ne, ni običajno, ampak zdaj sva bila nekaj časa tam, ko imamo en vikend in vreme je res enkratno, tam gor še čista zima na severnih straneh, tako da če se le da z naravo, ampak s temi dnevi pa tako, da je bilo že veliko lepih, pa še veliko lepih bo, tako da nam ni žal tega dneva, da sva tukaj. No, se mi zdi, da nobenemu ne bo žal, tudi tistim, ki si bojo ogledali tole in poslušali vajino zgodbo. In meni se že kar izstreli vprašanje, kako in kje se najdeta dva človeka, ki se odločita za skupno življenjsko pot, se poročita, ampak hkrati imata pa še to skupno željo osvojiti vrh sveta, iti na najvišji vrh sveta, pa ne samo tja, da imata res to skupno ljubezen do alpinizma, do vrhunskega alpinizma. Veliko razlogov je, da sva se srečala. Jaz pravim, da je vse te nitke povezal Gospod, da sva bila pač tista dva, ki morata priti skupaj. Začelo se je pravzaprav z mojim bratom Tonetom, ki je bil načelnik alpinističnega odseka v tistem času v Kranju. Andrej pa je bil pa že tudi uveljavljen alpinist. In ko sem prišla v tisto majhno kočuro in izbo z eno samo žarnico, kjer so se zbirali takrat alpinisti, sem zelo hitro videla, da bo to tudi kraj, kamor bom rada zahajala še naprej. Ampak še ne zaradi Andreja. Takrat še zaradi tega, ker me je zanimalo, kaj počnejo ti fantje. Včasih je bil kakšen sestanek alpinističnega odseka kar pri nas doma in so fantje, večina so bili fantje, pokazali diapozitive o svojih vzponih in to me je privlačilo. Na ta način sem prišla v Andrejevo bližino. In ste jo že takrat opazili? Ne takoj, bila je ena od številnih pripravnikov, ki so čakali, kdaj bomo alpinisti vzeli sabo, tega pa nismo prav radi počeli. Če bi že ravno treba, ker potem nismo mogli plezati težkih stvari, bilo treba lahke stvari z njimi plezati, jih uvajati in tako naprej. Čeprav je bilo tiste čase pač tako, da vsa vzgoja, ki smo jo dobili na alpinističnem odseku, je bila brezplačna in se je pričakovalo od nas, da ko bomo pa mi postali alpinisti, bomo to brezplačno vračali. Še zdaj, ko pogledamo spodaj, kar nekaterim neki lahki spodaj, odkud že ti spodaj, seveda, skupna tura je bila, seveda. Tega smo se kar udeleževali, no, mislim, da je ta vzgoja v Kranju dobro potekala. In tudi na začetku, seveda, sem kot alpinist sem gledal, da sem pobral čim prej pripravnika, ki je najbolj plezal in sem šel z njim nekaj težjega lahko plezati. In to je bila potem? Ne, to ni bila Marija. Nismo še tam? Sem že nestrpen. Časoma pa seveda ja, je postala tudi tako všeč, ker je pač imela nekaj posebnega v sebi. Sicer tiste čase deklet na alpinističnem odseku ni bilo prav veliko. Danes na primer se dogaja, da je pol ali še celo več deklet pride v alpinistično šolo. Takrat ni bilo tako in sem jo pač opazil in to ni tako, kot danes mladi imajo datum, kdaj so začeli hoditi skupaj. Midva ga nimava, ker je bilo to tipanje dolgotrajno in dolgo časa nisva vedela, a sva, a nisva, ali bova, ali ne bova. Ampak končno potem se pa stvari postavile na svoje mesto in sva res postala fant in dekle in so potem tudi kar veliko skupaj plezala. In sta potem se poročila že preden ste vi tudi
postali eden tistih konec koncev zelo znanih Slovencev, ker ste kot prvi Slovenec, celo kot prvi Jugoslavan, stopili skupaj z Nejcem Zaplotnikom na vrh sveta. Ja, ravno zdaj se ukvarjam s svojo avtobiografijo, nekaj pišem. In sem zelo s ponosom v dnevnik napisal, ko sem šel na svojo prvo odpravo leta 77, da sem vesel, da imam doma tako fajn punco, ki me spremlja tudi na postajo, odkudar sem šel, smo šli z avtomobili v Pakistan takrat, ne z letalom. In potem leta 79 na Everestu je bila pa najna odsotnost zelo dolga. Odprava je trajala naša več kot 100 dni in tisti dan, ko smo mi prišli na vrh, je pa Marija odhajala od doma na svojo prvo alpinistično odpravo v okviru odseka v Ande. In seveda, ko sem jaz prišel domov, moje punce ni bilo doma in je potem to še kar trajalo, pred njo ona prišla domov, pa z odprave še ni šla naravnost domov, je šla še na en tabor v Francijo prej. Prej je prišla domov in po en jutro, ko sem pričakoval, da bo doma, pridem in ves navdušen odprem vrata. Pa tako, da bi jo pogledal, Marije ni bilo, vprašam mamo, kje pa je Marija, in je nosila še časopis, tako da jo še nekaj časa ni bilo. No, potem pa se pa že po pošti zmenila, da se bo poročila, da imamo tega ločenega življenja zdaj dovolj. Torej je bila zaroka preko pošte. Točno to, ja. Res, ker takrat so bile pač razmere čisto drugačne, a ne. Andrej je sicer veliko večerov preživel pri nas, ker je pravzaprav tudi Tone bil nek tisti skupni element, ampak da bi se pa nekdo preselil k drugemu, ne, da bi se poročil, pa to ni šlo, a ne. In takrat sva potem po tej odsotnosti res rekla, lej, dosti je. In sva se potem poročila 13. oktobra 79, Andrej pa 13. maja 79 prišel na Everest. Jaz sem pa 13. maja šla na svojo prvo odpravo. Tako da ta 13. se naju kar drži. To je pa Fatimska 13. ali kako? Tako. Lepo. Ko sta ravno začela govoriti o tej tudi ločenosti v vajinem odnosu, ko so odprave zahtevale toliko in toliko časa, ni bilo telefonov, da bi se poklicala, kako pa je utrjeval vajen odnos, ga je postavljal na vprašanje, ali kako je to vplivalo, ali pa sploh kako so odprave, ko je šel en sam, vplivale na vajen odnos, vas je bilo kaj strah? Ja, strah je bil vedno kdaj prisoten, ampak ne tako močno, kot si ljudje predstavljajo, da ne vem, sploh tisti čas ne moreš zares živeti, absolutno ne. Te odsotnosti gledano zdaj nazaj so najin odnos zagotovo utrdile in utrjevale in tako. Meni se je zdelo, ko je Andrej prišel nazaj z odprave, da imajo spet medene tedne. Vsakič znova. Ker ti prihodi nazaj, to je bilo tako nekaj lepega, res. Tudi če odprava ni bila uspešna, pa ni bilo tiste evforije, pa navdušenja, pa to, je prišel nazaj človek, ki ga imaš rad in za katerega pač komaj čakaš, da ga spet vidiš. In se mi zdi, da to nama je zelo krepilo odnos, no. Kot eno pričakovanje, stalno pričakovanje drugega. Ja, pa tudi pač takrat se mi zdi, odsotnost je tista, ki pokaže, da ni človek nekaj samoumevnega, da v bistvu se preprečijo te navade ali pa razmišljanja, da mora nekdo biti tam točno takrat, ko hočeš, oziroma da je postane kot en del enega pohištva, a ne. To odsotnosti same so tiste, ki so najbolj prispevale k temu razmišljanju, a ne. K tej dragocenosti osebe. Meni se je pomembno tudi to, da so si pravzaprav že odkar sva postala fant in dekle, sva si neizmerno zaupala in nikoli nisva dvomila drug od drugega, da se imava rada in te odsotnosti zato v tem smislu niso bile nikoli nobena težava, noben problem. Jaz moram reči, da sem imel veliko prijateljev, z velikimi različnimi ljudmi sem bil na odpravah, ne, in niso vsi tako radi prišli domov kot jaz, no. Jaz sem pa domov res vedno prišel rad. Tako, res sem komaj čakal, da pridem domov, zaradi doma samega, zaradi ljudi, ki so me doma čakali, ki sem vedel, da me imajo radi in tako naprej. To mi je bilo vedno super in ta občutek mi je še zdaj vedno rad pridem domov. No, mogoče bi rada samo še to poudarila, ni tako vse idilično, kot mogoče po tem pripovedovanju zgleda. Tisto obdobje odsotnosti je za sabo potegnilo veliko težav, a ne.
Ker midva sva, takoj ko sva se poročila naslednje leto, sva imela prvega otroka in čez 3 leta naslednjega. Vmes pa te ločitve, ali kako? Tako, vmes pa odprave, ker Andrej je šel na odpravo vsako leto, če pa slučajno eno leto ni šel na odpravo, je šel pa naslednje leto dvakrat. Tako da to je bila ena stalnica v našem življenju. In takrat se je bilo treba pravzaprav nekako preleviti v eno starševsko družino. Kljub temu so bile te čisto običajne težave v službi, v šoli, varstvo, eno, drugo, tretje. Ni bilo idilično, ampak tisti vrhunec je bil prihod in potem tista obdobja kasneje. Jaz sem ponavadi rekla, ko je Andrej prišel domov, mi še posode ni bilo težko pomivati, kar mi sicer je zoprno. Samo vas je pa še vseeno toliko vleklo nazaj, ali pa tudi tam vam bilo tako lepo, da, kaj ste si rekli, tako lepo je bilo na vrhu sveta, da moram še ženi pokazati. Ali... Ja, ne, kako je prišlo do te odločitve? Ja, ta najen vrh sveta je na začetku, ko se začel mogoče tako izgledalo, kot da so midva že od tega začetka načrtovala, da bo šla na Everest. Midva še 2 leti pred odhodom na Everest niso vedela, da bo šla in se nama sanjali. 1 leto. Nobene želje posebne nisva imela, da bi rekla, joj, zdaj pa morava pa midva skupaj. Ampak prilika se je pokazala, mene so povabili na eno mednarodno odpravo, ki so jo organizirali tržaški Slovenci. Plezali naj bi na vrh po eni smeri, ki je bila precej lažja od tiste, po kateri smo mi leta 1979 prišli na vrh. In nekako nisem našel nekega motiva, zdaj pa jaz šel pa z vami. Hoteli so jo pa zato, ker sem imel pač izkušnje z Everestom. In nisem našel res nobene, so se z Marijo o tem večkrat pogovarjala, pa od meni kar naenkrat tako pride na misel, čakaj, kaj pa če bi šla še ti zraven? To je pa bilo mogoče super, ne? In potem jaz tam vprašam vodje odprave in so rekli, ja, seveda, ni problem. In šla potem lahko še Marija zraven. To je bilo mogoče slabo leto, preden sva šla na odpravo. Torej, jaz nisem začela plezati zaradi Andreja. Že prej. Ampak tako, jaz sem začela plezati zase, tako kot sem že uvodoma povedala, sva se pač tam tudi srečala in srečavala sva se doma, ker na začetku je velikokrat prišel zaradi Toneta, ki je bil načelnik alpinističnega odseka. Pravzaprav sva začela zares plezati skupaj, ko sem bila jaz že alpinist. To pomeni, da je šlo obdobje pripravništva že mimo. Tisto, kar pa lahko rečem, da je velika zasluga Andreja, pa je, da sem plezala še naprej. Kljub temu, da so prišli otroci, da sva se poročila, da je nastala družina. Drugače je pa najino življenje se mi zdi tako potekalo vedno, da sva sprejemala stvari, ki so prišle na pot. To se mi zdi, da delava tudi še zdaj in se je izkazalo kot ena taka dobra oblika življenja. Torej, da je drža kristjana sprejemanja. Ja, se mi zdi, da nama Bog na pot postavlja točno tiste stvari, ki so nujne. Če pa kaj ni dobro, pa tako propade. Ja. In takrat, ko sta vidva šla na to odpravo na vrh sveta, sta bila doma že 2 otroka, ali kako? Ja, Katarina je bila stara 10 let, je šla tisto leto v 4. razred, kajti odprava se začne avgusta. Tik pred odhodom v šolo. V bistvu pri odločanju nama je bil največji problem prav to, pustiti otroke doma. Anže je šel po tisto leto v 1. razred. In veliko sva se pogovarjali o tem, ko sva se odločala iti ali ne iti. Torej veliko sva se pogovarjala predvsem o tem, kaj to pomeni za družino. Imela sva pa veliko olajševalno okoliščino, ker sva živela v hiši moje mame. Pri nas je pa 10 otrok. In v tej hiši je bilo 5 bratov in vsi so imeli otroke. V glavnem, če na kratko zaokrožam, v tej hiši je bilo približno 20 otrok, vsi sorodniki, bratanci, sestrične in tako naprej. In ko sva midva šla, jih je bilo še 18. In ta odsotnost najina ni bila tako nekaj nemogočega in tako grozljivega za najine otroke. So imeli družbo, so imeli... Ja, ostali so v tem miljeju, ki so bili vajeni. V družini. Ja, v bistvu se samo midva odstranila. Ostala družina je verjetno nekaj časa čisto pasala, ne pa načel pa verjetno pa tudi ne. Res je bilo, nisem jih midva zdaj nekam oddala, zdaj boste pa tukaj tak čas kanaju ne bo in tako naprej. To se mi zdi, da je bilo
res dosti lažje, no tudi za naju. Ker midva sva že prej bila na eni odpravi, 5 let prej, 4 leta prej sva bila že v Karakorumu, to je bil Marijin prvi 80-čak, otroka sta bila še bistveno manjša. Moram reči, da je bilo tudi lažje iti od doma, starejši so, več imajo vprašanj, na katere velikrat ne najdeš odgovora. Težko jim stvari pojasniti, zakaj se rineš v te hribe. Sva vedela že od takrat, da otroke puščava v nekem varnem okolju, nekje, kjer jim ne bo v bistvu nič hudega, razen naju ne bo. Ne? In to se mi zdi za samo odpravo zelo pomembno, ker mi smo potem na odpravi na prvi in drugi in potem sva šla še 2krat na take daljše odprave skupaj. Se nisva na odpravi nikoli obremenjevala, kako pa je zdaj z otroki doma. Ker sva zaupala, da so dobro in sva se lahko posvetila izključno alpinističnemu delu odprave. In se nisva obremenjevala s tem, kar je na. To je bilo psihološko bistveno lažje. In tudi zelo dobro je bilo, da ni bilo še teh vseh možnih komunikacijskih kanalov, bila je samo pošta. In nič nisva vedela, kaj se z otroki doma dogaja, se nisva s tem obremenjevala, zdaj ima pa eno vročino, zdaj pa skratka. To se ni več tikalo, ko so šla od doma, so mi da vrata zaprla in ko so prišla domov, so jih spet odprla in pogledala, kaj se dogaja. Ni bilo fajn. In je bilo fajn, seveda. Ker spomnim se, kasneje so šla pa enkrat v Združene države plezati za mesec, pa tako, športno plezanje. In sva se zmenila, da sva vsak teden enkrat ob točno določeni uri poklicala domov iz ene govorilnice in enkrat pokličeva Anže v solzah, mami, slabo oceno sem dobil pri slovenščini, in Marija se je cel teden sekirala, joj, bogi moj Anže, kaj pa je zdaj z njim, kako pa on bo zdaj to prenesel, čez en teden spet pokličeva, prva stvar, Andrej, kaj pa slovenščina, in pol Anže, kakšna slovenščina? In tako, on je bil to pozabil čez 5 minut, ona se je pa cel teden sekirala. Zato je bilo fajn, da nisva imela teh vezi z domom in je bilo tako. Je bilo tako boljše. Boljše, ja. Jaz se je pa v gorah začela tudi bolj poglobljena vaša duhovna pot, če sem nekje prav zaznal. Kako je bilo s tem? Mogoče preden povem konkretno tisti dogodek, ki je preusmeril moje razmišljanje o duhovnosti, še ena pomembna stvar, ki se nama je zgodila, v gorah se je ubila moja sestra. In to že leta 82, torej ko je bila Katarina stara 2 leti, Anžeta še ni bilo, sta z Andrejem plezala v Šitah tukaj nad Tamarjem, to je ena taka stena, in pač ni preživela. Ker se mi zdi, da je bil to pravzaprav prvi tisti mejnik v moji duhovni poti, ki je povzročil pravzaprav, da nikoli nisem hodila samo tako v gore, da bi dosegla nek športen uspeh, ampak vedno z odprtimi očmi, kar se tiče narave, isto tudi Andrej, ampak tudi razmišljanje o tem, zakaj smo tam in tako. Ja, ta smrt je bila kar boleča, ker pač plezala je z Andrejem, bila je 10. otrok v družini in tako. In sem videla, da je moja mama, ki je bila zelo navezana na Barbaro, vse to prenesla in preživela zaradi tega, ker je tako zelo verovala v Boga. To mi je tudi kasneje, ko je bila že starejša, več kot 80 let stara, pripovedovala, kako je to izgledalo. Ta njena vera, ki je bila tista popolno zaupanje, brez vprašanj, a ne, ob 10 otrocih si pač verjetno nimaš časa meditacije, izbirate 1 uro na dan ali pa 2, se mi zdi, da je bilo celo njeno življenje na sama molitev, ne. In to, kako je ona prenesla to smrt, kako je vplivala na moje brate in sestre, da so na njen način sprejeli to smrt, ker pač plezala je z mojim možem Andrejem, ne. To je meni pomenilo eno tako pričevanje, ampak takrat še čisto nezavedno. Preveč je bilo akcije, preveč odprav, preveč vsega, da bi že takrat tudi se poglobljeno razmišljala pa poglabljala v to, kako se je lahko tako razvilo, da je postal Andrej eden njenih najljubših svakov, kako se že reče, pač, a ne, ga je imela res zelo rada. Kljub temu, kar se je zgodilo. No, pa so pa šla leta 93 pa v Ameriko, v Severno Ameriko plezati, in sicer v El Capitan. No, še tudi drugam, ampak
Ta vzpon v El Capitanu, to je v Josemitih stena, 1000-metrska stena, navpična, ki si jo želi preplezati vsak alpinist, če le je možno. In takrat se je plezala vsaka smer več dni. Midva sva se odločila, da bova splezala v 3 dneh in sva na ta način tudi vstopila v steno. Že po prvem dnevu nama je zmanjkalo vode, sva ugotovila na prvem bivaku, da imava od 8 litrov mogoče še 1/3. Odločitev, da greva naprej, ne vem, a je bila pametna ali ne. Ja, zdaj gledam nazaj, je bila pametna. Ampak naslednji bivak, Je torej, bila prava ali je bila pa pametna? Prava. prava, dobro. Prava pametna, recimo. No, v glavnem pač ta drugi dan, ko sva se zjutraj zbudila tretji dan, pravzaprav po drugi noči, a ne. Ne vem, če zdaj kdaj mislim, da sem žejna, nisem žejna, ker žejna sva bila takrat. To je bilo tako obupno stanje, ki ga dostikrat primerjam s stanjem na višini. Tako kot manjka kisika in so določeni znaki, se mi zdi, da so zelo podobni znaki tudi, če manjka vode. Tako mišice ne delajo, počasi plezaš in ne razmišljaš več tako zelo racionalno in tako. To jutro sem našla na prostoru, kjer sva spala celo noč, 4 litre vode. S tem, da sem brskala po eni svinjariji, ki jo puščajo za sabo plezalci, in res 4 litre vode sva popila, kot verjetno je, kadar dežuje v Sahari, tako je izgledalo to pitje. In prišla sva tisti večer na vrh in tudi tisti večer, to je bila tako neizmerna lepota, tak zahod, ko bi nama Gospod pripravil tisto pojedino, a ne. Zdaj pa glej mene, pa se čudi, ko je bilo telo obeh, bi lahko rekla, za oba utrujeno do neskončnosti. Midva sva bila vsa polomljena, ker sva večkrat padla, tudi med plezanjem ni bilo moči in tako. In tisto oslabelo telo, ki te je bolelo, čisto vsaka mišica skoraj, potem pa ta lepota, ki sva ji bila izpostavljena, pa na varnem sva bila, ne. Prišla sva že na rob stene, se pripela na kline in tam prenočila. V bistvu je to težko povedati. Takrat sem mogoče prvič razumela Gospodove besede, da bo moje breme lahko, ker tiste bolečine sploh niso bile problem. V bistvu so bile nekako sladke bolečine, pa vse te bolela, ne. Ste malo doživeli tisto? Ja, ne vem. Nekaj nadnaravnega. In to je bil začetek, še dolga pot. To je bil samo začetek, da sem se začela spraševati, kaj se je zares zgodilo v tej steni. No, pol pa sledila ena dolga pot. In vi ste šli to pot skupaj? Ja, tako kot sva celotno življenjsko pot pravzaprav hodila skupaj. Ta izkušnja v El Capitanu je bila res nekaj posebnega. Mene sicer duhovno ni tako pretresla kot Marijo, mene pa potem duhovno pretreslo nadaljevanje. Že tam sem imela eno knjigo in Marija je se videla tako pok knjig sabo, kamor greva, in je rekla... A to gre v odpravo zraven? Redno. Ja. 5-6 knjig z nama. In tudi ne maram vzeti digitalnih, če grem nekam, vzamem jaz knjigo, ki ima papir, da listam. Je vedno na hrbtniku še toliko prostora? Vedno vsaj ena knjiga za zvečer, da malo preberem. No, in takrat sem imela kar dovolj časa, da sem brala. In to je bila ena knjiga o nekem New Age varianta, o raznih meditacijah in tako naprej. In se nam je zdela tudi meni bolj, kasneje sem to nekaj bral, ja, nekaj časa, s nekimi stvarmi sem se strinjal z drugimi. Ne, skratka, Marija je padla v New Age popolnoma, očitno si je, zdaj pripoveduje, si je pač mislila, da če vseh teh 35 let v krščanski veri ni najdla odgovora na te dogodke, potem jih pa verjetno ni teh odgovorov tam, ne, jih je šla iskat drugam, ker to je pa bil pa tisti časi že, ko je bilo pri nas, sploh če si bil pozoren, polno nekih vabil na razne meditacije, duhovne univerze, tralala. In ona je potem začela tja zahajati in se je v letu dni bistveno spremenila, tako da sva imela midva prvo in verjetno zadnjo
do zdaj tako resno zakonsko krizo, ker jo ni bilo za prenašati, ona je postala nemogoča. Tako nemogoča, da so takrat ta mala dva, Anže pa Katarina, prišla k meni pa rekla, ati, kdaj bo mami spet taka, kak je bila? Ona je bila sposobna spraviti ob živce, tako da so pred na kosilo vrgli vse krožnike na tla. Ne prej, ne nikoli. Ampak šlo je čez rok, no, ni bilo več. Torej jo je ta New Age duhovnost čisto odpeljala. Odpeljala, ona je bila središče sveta, mi smo bili neki sateliti zraven, ker smo mogli plesati, kot si ona želela, če ne bi bilo pa vse narobe in je bilo res obupno. Stanje v hiši je bilo grozno. Jaz sem potem šele kasneje dojel, kako je pa Gospod vse te nitke res vlekel, kako je pravzaprav njo in kasneje mene in otroke vse pripeljal do sebe, tako kot bi nas takole cukal skupaj, lejte, takole, zdaj bomo pa mi skupaj, ne. Ona je to potem seveda to duhovnost razlagala vsakomur, ki je imel 5 minut časa in jo bil pripravljen poslušati. Seveda, Gospodova pota res so tako nepredvidljiva in zanimiva, da ta pot je res nekaj, ta pot je čudež, ne. Njo je neka učenka povabila, da bi bila njena botra, ker bo ona sprejela vse zakramente in se bo poročila s svojim fantom, ki je bil pa prijatelj od njenega žlahtnika, ne bratranca, ampak bratrančevega sina in tako naprej, ki smo se občasno videli. In potem jo je celo povabila na to poroko. In mi se tam sedela, poznala nismo skoraj nikogar, razen ta njen sorodnik je sedel pa tako čez mizo in Marija je spet začela svoje predjuho, pojuh in tako naprej, svoje filozofske razprave in tako naprej. In on jo pa posluša in koncentrira in čist mirno na koncu reče, Marija, veš kaj, jaz pa tudi zdaj nekam hodim, kaj pa če bi šla ti z mano enkrat, v četrtki hodim tam v Ljubljano k frančiškanom, na molitveno skupino, ne. In ona seveda navdušena, kuj za vsako stvar in je šla tja. Kako se je tam počutila, bo ona povedala, ampak s časom, potem je to ratalo vsak četrtek je možakar prišel, mi žena odpeljal in sta prišla čez 2 uri nazaj, ne, ampak Kako ste se pa vi pol počutili? Še krožniki po tleh ali? skozi boljše. Skozi Potem je boljše. začela postajati drugačna. Aha. Spet bi rekel normalna. Mi smo se seveda z otrokoma smo se včasih malo ponorčevali, ki pa je mami, spet je šla v eno svojo sekto, tako, to je bilo naš pogovor, ne. Ampak ona je res postajala drugačna, potem nas je začela še nas vabiti tja, potem nas je enkrat les vabila, je imela neke smole, da je pater šef imel eno mašo za Ne spomnim se. ne vem kaj, skratka, to je bilo pa zame toliko novo v krščanstvu, da smo šli ven vsi trije tako povešeni glav in smo rekli, mati ti kar hod, sama sem, mi bomo po svoje hodili, k svojim nedeljskim mašam ne bomo zdaj tle nič eksperimentirali, no. No, ampak kasneje smo pa prišli tudi mi zraven. Ne moram še Marija dati besedo. Ne, saj si kar fajn povedal. Fajn je poslušati moža, kako te gleda, pa kako te vidi, ne. Ker čeprav velikokrat o tem govoriva in rada govoriva o tem, zaradi tega, ker ta New Age je res veliko zla. Ni problem bil samo v meni. Problem je bil takrat tudi ta, da sta bila oba otroka v času pubertete. In jaz sem se vrtela samo okrog sebe. Ona dva takrat. Torej, pravite, to nas zavrti nas okoli sebe. Absolutno, Ja. absolutno. Mislim, postaneš središče, to je v bistvu največji greh, ki se lahko zgodi, ker se postaviš na mesto Boga. Okrog tebe se vse vrti in takrat sta Služiš tudi. samemu sebi, vse. Ja, in tudi vsi morajo drugi. služiti samo tebi. Ja. Ja, to je, ampak to je tako zelo prikrito, a ne. No, če samo dokončam misel, ne, oba otroka sta v tistem času iskala rešitve brez mene, a ne. In vsak po svoje se je nekje lovil, a ne. Ta najstarejša dva. Mene je najbolj potegnilo zaradi tega, ker sem pač ves čas bila vzgojena v katoliški veri in so v okoljih, kamor sem zašla, ves čas govorili o Jezusu tudi, a ne. In to je meni zadostovalo. V redu, to se pravi, to ni nič narobe. No,
Ampak ko so začeli pa se pogovarjati o Jezusu kot enem izmed mojstrov, pa to pa mi ni šlo več. Tako da v bistvu ta ovinek sam ni trajal dlje kot leto, mogoče 2, ampak vse posledice kasneje se pa potegnejo, ne. Tako da naše odločitve so tiste, ki so napačne, tiste mreže in niti, ki jih je omenil Andrej, Gospodove so pa, nas pa rešujejo. In res sem takrat videla, da, no, ne vem, tako v prispodobi, če se odpraviš v Ljubljano, a ne, pa na križišču zaviješ v Škofjo Loko, kar je moja odločitev, pa te Gospod na naslednjem križišču spet, kot zdaj GPS poskuša spraviti v Ljubljano, pa skrb trmariš. Upam pa, da bo vsak človek enkrat tudi se odločil za tisto pravo smer. Čez Škofjo Loko pa Idrijo pa še nazaj. Ja, saj to se mi zdi najbolj bistveno, no, ker ne vem, če bi sebe gledala v tistih letih, ki sva jih zdaj opisovala, bi kot zunanji opazovalec pa nekdo ob cesti rekel, ma ta izgubljen človek, se nima več možnosti, a ne. In to se mi zdi tako pomembno, da ljudje vejo. Pa je bil za nama že Everest, za Andrejem 2 Everesta, za nama še Čoju, pa ne vem kaj še vse. Nek uspešen človek, nek uspešen, ne vem, v poklicu, v družini in tako, v resnici pa iskalec. In potem takrat ste potem v tej skupini, v skupnosti pri frančiškanih najdeli spet nazaj pot v cerkev? Ali? Prenova v duhu je bila to, ja. Zelo zanimivo je bilo to. Prvo, ne, ko sem šla s tem svojim bratrancem, so imeli veliko povedati o vsem, kako narobe je vse to, kar sem jaz počela, ne. Drugi del je bil pa slavljenje, torej glasba, molitev z pesmijo in pa branje Svetega pisma, ne. In vem, da ko sem šla domov s svojim Alešem, sem rekla, veš kaj, sej, drugače super, tisti prvi del bojo pa tako kmalu spoznali, da je neumnost, da govorijo, ne. No, kmalu sem jaz spoznala, da je neumnost. Tako da, prvi vtis je bil tak, joj, groza, ne. Nimajo pojma, ne. Ampak pesem pa branje Božje besede, to se mi je pa res usedelo. In ko je naslednjič poklical, a greš z mano? No ja, pa grem, tisto bom že preživela, tisti prvi del, a ne. In spomnim se tudi enega dogodka, ki je tudi primer pravzaprav, kako lahko človeka raniš nehote, a ne. Ko sem prišla z Everesta, v Katmandu sem si kupila res tako lepo barvito jakno, s temi simboli yin yang in tako, a ne. Ponosno sem jo nosila in seveda tudi tja prišla v tem. In potem pride, ne vem, a sem bila 5. na tem srečanju, nekdo in pravi, a mi prodaš to jakno? Rekel, ja ne, a ne. Ja prav, lej, dam ti kakršno ceno hočeš, samo da jo kupim, a ne, da jo dobim. Sem rekla, ja pa se ti tako premajhna, a ne, saj ženska, kaj pa boš z njo? Prav, sežgal jo bom. Jaz mislim, me bo kap zadela, a ne. Kako jo boš sežgal? Je rekel, le, kakšne simbole nosiš, a ne. Mene je takrat to tako prizadelo, da sem najprej rekla, da ne grem več v to skupino, ni govora, jih nočem več videti. Ampak pa me je vsem toliko vleklo, da sem vsem šla, ampak jaz sem se skrivala tam, ne vem, v čisto zadnji vrsti. Sreč je bila ta dvorana vedno polna, nismo bili v cerkvi, ampak tam v tistih prostorih zraven. Najhujše je bilo pa, ko so me pa prepoznali, da sem tista z Everesta, ne. Ampak tistega Gospoda, ne vem, nisva se še srečala, ga se še morava enkrat, da mu povem, da je imel prav. Glede jakne. Glede jakne, ja. Sam mogoče majčkeno drugačen način, kdaj moramo mi ljudje uporabiti eden do drugega. Tako da, Gospod, če gledate to oddajo in ste pred davnimi leti želeli Mariji jakno sežgati, zdaj pravi, da imate prav. Tako, ko ste omenili tudi tole branje Svetega pisma, petje, nekje sem potem zaznal, da ste potem kot cela družina začeli brati Sveto pismo, da ga zdaj celo podčrtavate, si redno vzamete na dan kar nekaj časa. Mogoče eno kratko vprašanje. Imate najljubši stavek iz Svetega pisma? Imate kakšno mesto, ki vas še posebej nagovarja?
Sled si Jeruzalem obleko svoje žalosti in bede in v stavk. Velikih je. Ja. Ampak vsake toliko časa pridejo na vrsto tisti, ki jih potrebuješ. Recimo Psalm 23, a ne? Ta je meni res najljubši. Zato, ker skoraj v vsaki situaciji v življenju, naj bo zdaj le tukaj, ker smo, ali pa kjerkoli, lahko sem v Himalaji ali kjerkoli, je ena vrstica, ki mi tisti trenutek ustreza in ki jo ponavljam, ne? Ker se mi zdi, da bi vsi mi, ki verujemo v Jezusa, res mogli znati nekaj stvari na pamet. Zato, ker potem pride do tiste notranje molitve, ko, ne vem, ko slaviš Gospoda, pa ga moliš v tem trenutku, ko se pogovarjaš, ko hodiš po mestu in vidiš nekaj lepega in pride spontano, Gospod, hvala ti za tole, to je pa res lepo. Torej, enostavno pride do odnosa, ki je celodneven. Da molitev prežame cel dan. Ja, res je. In takrat je tudi tako olajšano življenje, toliko miru pride, ampak to ni stalno. Jaz vem, takrat, ko se spomnim zvečer, koliko sem se pa jaz danes na to spomnila, na Boga, kolikrat je pa zazvenela v meni pesem, ja, skoraj ni. To pomeni, lej, punca, oddalila si se od Boga. A ne? In to je sporočilo, se mi zdi vedno znova. In ko grem, pa spet odprem Sveto pismo, pa rečem, pa res, ne. To je pa, tle je zatočišče, no, res. Pa slavilne pesmi, molitve, a ne, Andrej? Ja, pesmi so nas vse prevzele, ko smo prišli prvič, mi smo potem po tisti nesrečni maši, ko nam ni bilo všeč, smo potem se je ustavila ena druga molitvena skupina, Marija je tja začela hoditi in potem nas je povabila še nekajkrat, no potem smo šli, najprej jaz, potem oba otroka, tudi starejša dva. Slavljenje nam je bilo vsem všeč, razlaganje Božje besede pa pogosto nekako nismo čist dojeli teh stvari, ker je bilo na nekem višjem nivoju razlaganje, pa smo mi lahko razumeli. Ker jaz sem imel, če sebe pogledam, jaz sem imel največje težave v tem, jaz sem bil krščansko vzgojen v časih, ko ni bilo mladinskega verouka, ko ni bilo oratorijev, ko ni bilo takih stvari. In smo bili pravzaprav sploh v puberteti, ko se je končal 8. razred, ko se je končal verouk, smo bili prepuščeni sami sebi in nedeljski maši. Tja sem če drugega ne zaradi mame šel, ker je to hotela od mene, ampak to se mi zdi, da je bilo premalo, da bi zrastel v veri. Tista otroška vera je ostala, župnik mi je to razložil, ker je pač on najbolj vedel in znal. In mi smo tam na tem mestu ostali. In zdaj, če nisi sam nekaj brskal, pa nekaj iskal, potem nisi imel možnosti, da bi v veri sploh zrastel. Če te je karkoli malo potegnil stran od vere, si tako hitro odpadel in da je bilo to tako prav grozljivo, ko zdaj nazaj gledam, ne. In potem s tem, ko je pa Marija začela hoditi v prenovo v duhu, kjer se je pa ogromno bralo Sveto pismo in razlagalo, pa ta slavilna pesem, ki te res potegne, in ta pesem nas je potegnila tako, da se spomnim, da sta otroka včasih samo naslovljenje pošla, sta raje zamudila tisti prvi del, ne. Ampak sčasoma se pa to potegnilo in potem po parih letih je bilo, jaz sem se pa enkrat odločil, sem rekel, čakaj, kakšen kristjan pa sem jaz, če nisem prebral Svetega pisma od prve do zadnje črke. Pa z mano nekaj ni prav, to je pa osnova. In sem se lotil, sem dobil en bralni načrt in sem prebral od prve do zadnje črke vse. Potem sem ga še enkrat celega prebral, pa še z nekimi razlagami, in potem, ko dobiš, kar naenkrat je že to resna celota, da se vse povezuje, pa ugotoviš tudi, da vsega verjetno nikoli ne boš razumel, kar tam noter piše. In da se ne smeš zaradi tega obremenjevati, zdaj pa ne vem, kaj bi zdaj to pomenilo. Tudi kakšne Jezusove prilike je včasih tako zamotane, da sem mislil, čakaj, kaj pa da mi zdaj hočeš že s tem povedati, ne? Ampak to je treba pustiti in verjeti, da ko bo čas, ti bo Bog dal tudi to razumevanje. Se mi zdi, sem prišel do te ugotovitve in zdaj
pač na drugačen način o tem razmišljam, na drug način to gledam. Vesel sem, da so otroci to ugotovili dosti prej, kot sem jaz ugotovil, dosti mlajših, sploh najmlajša hčerka, ne, ona ima svetopisem tako v mezincu, da včasih kakšnega kar malo v zadrego sprava, ne. Ona je zelo aktivna tudi pri skavtih in tako naprej in se mi zdi, da včasih prav kristjani res premalo poznamo, se pravi, to knjigo, ki nam je Gospod napisal za to, da bi lahko po njej živeli in mu sledili. In vero nasploh. In tako lepo je, ko ste tudi rekli, da postane molitev potem v bistvu cel dan, v vsakem trenutku dneva. Smo pa trenutno v postnem času in ko ste prej govorili, kako ste bili brez vode, se mi zdi, da nekdo, ki hodi v gore, bi lažje mogoče povedal tudi, ne vem, kakšno izkušnjo posta ali pa kaj vama post pomeni. Ja, post je pač oblika odrekanja nečemu, a ne. V gorah ta primer z vodo, recimo, je okolje, kjer dostikrat ti kaj manjka. In verjetno ni naključje, da prav v takem okolju toliko več razmišljaš o življenju in v smislu življenja, ki pa te normalno da pripelje do Boga. Ali pa stran od njega, odvisno kako razmišljaš. Ampak v Nepalu vem, da sva brala ene reklame oziroma ene take plakate so imeli, da na poln želodec ne moreš biti razsvetljen. To je bilo sicer v smislu budizma takrat ena akcija reklam, ampak v tem primeru je to res, ne. Na poln želodec ne moreš biti razsvetljen in hribi so to velikokrat nama pokazali. Ker tiste najbolj korenite spremembe so dobile svoje korenine tam. Rasle, pa zalivale so se pa potem v vsakdanjem življenju, seveda, ker temu se pač ne moreš izogniti. Ker tudi hribi so lahko zasvojenost, ne. Če ti potem življenje v nižini predstavlja problem, če ti je vse, kar je tukaj izven gora, težava, potem je tudi s tabo nekaj narobe, ne. So pa lahko začetek, a ne, so pa lahko tisti humus, kjer se poseje seme in potem zraste drevo, a ne. In ja, jaz mislim, da je post zelo koristen na vseh treh nivojih. Na nivoju odpovedovanja nečemu. Potem je pa tudi to na drugih področjih, a ne. Na duhovnem pa na čustvenem področju je tudi fino, če se za kaj odločimo. Ne vem, jaz res poskušam, da, ker sem sicer bistveno manj jezna kot včasih, ampak da bi teh dogodkov bilo v tem postnem času, torej krutenje te narave jeze. Post je pa v bistvu priprava na veliko noč. In kaj vama pomeni? Kaj vama pomeni vstajenje? V krščanski veri je to bistveno. Kako bi pa vidva to povedala? Ja, meni je to tisto, kar Pavel pove v svojih pismih, ker vedno znova na drug način govori, ampak pravzaprav ves čas isto, da bi vsak na nek način razumel. Namreč to, da ti na križ oddaš svojega starega človeka. To je to. Ampak to pomeni, da od tega trenutka zdajle, kjer sedim tukaj, vse, kar sem delala narobe, vse, da verujem v to, da je to odloženo na njegov križ in da sem jaz, ker verujem v njega, res nov človek. Ni mi treba umreti za to, da postanem nov človek. Jaz sem zdajle ta trenutek, a ne. In velika noč vsako leto mora biti opomnik, se mora zgoditi zato, da nas ljudi, ki smo pač navajeni, moramo ponavljati ves čas sami sebe pa napake, da nas veliko noč spet spomni. Človek, odlož, pa začni naprej kot novo bitje. Ne se vračati nazaj, ka stara zakonca, ki si za 30 let nazaj povesta, kaj sta vse drugo naredila narobe. Konec je, nič ni bilo. Bi kaj dodali? Če ne verujemo v vstajenje, potem je naša vera prazna, tako kot je Pavel zapisal, in to je dejstvo. Brez tega je vse brez smisla.
s tem pa vse pa dobi smisel. A ne? Lepo mi je, da smo končali s postom, pa predvsem z veliko nočjo. In želim tudi našim gledalcem lepo pripravo na veliko noč. Marija in Andrej, vama pa res hvala za ta čudovit pogovor. Se vidimo v naslednji oddaji. Srečno!